Naslov mojega predavanja je Sklepanje zakonske zveze v tradicionalnem judovstvu. Krščansko pojmovanje zakonske skupnosti kot sakramentalne zveze med možem in ženo ima zelo bogato predzgodovino, predvsem v semitski, grški, rimski pa tudi germanski tradiciji. V vseh teh kulturah je poroko spremljalo določeno obredje. Za vse tradicije in religije je tudi značilno, da ima poroka sakralni značaj. To velja tudi za judovstvo. V pričujoči razpravi se osredotočamo na judovske poročne posebnosti, ki izhajajo iz hebrejske Biblije in rabinske tradicije. Judovstvo sprejema institut zakonske zveze skupaj z ostalimi predpisi v sklopu tradicije, kjer je za razliko od ostalih religij poudarjen monoteizem. Za Jude, ki verujejo, da je Bog ustvaril svet in povezal nebo in zemljo v eno enoto, je v središču človek, ki mora svoje življenje uravnati v skladu z Božjim načrtom s človekom. Medtem ko je zahodna pravna kultura pravo razdelila na naravno in pozitivno pravo in na nek način tudi ločila pravo in moralo, so v judovstvu tako bibličnem kot postbibličnem moralne in pravne norme med seboj zelo prepletene. V Pentatevhu ni mogoče postaviti stroge meje med moralnimi nauki in zakonskimi predpisi. Judovsko pravo ni sistem zakonov neke države, temveč gre za predpise izvoljenega Božjega ljudstva. Judje so se v več tisočletni zgodovini kljubovali različnim vladavinam ter tujim kulturnim vplivom. Njihov pravni sistem ne zadeva zgolj zemeljskega reda, temveč se ozira in temelji na zavezi z Bogom Jahvejem. Izhaja iz Božjega razodetja izraelskemu ljudstvu, kakor je zapisano v 5 Mojzesovih knjigah in drugih pravnih virih. Biblična izraza za pravo sta mišpat in din, pri čemer je njun jasen pomen v tekstih težko razlikovati. Mišpat opredeljuje predvsem sistem državljanskih zakonov, ki vključujejo kazensko in versko pravo, ureja odnose med ljudmi in odnose z Bogom. Beseda din se v smislu 5. Mojzesove knjige 17.8 uporablja v kontekstu pravnih predpisov, ki se tičejo sporov oziroma medčloveških odnosov nasploh. Judovsko pravo se v času pred padcem drugega templja, leta 70 po Kristusu in začetkom 3. stoletja, dopolni in ga imenujejo halaha. Pojmovanje zakonske zveze v judovstvu. V Pentatevhu je poroka zgolj omenjena, vendar pa v njej ne najdemo nekih natančnejših opisov tega obreda, kako se ljudje poročajo. Iz bibličnih poročil tudi ni mogoče zaključiti, da bi v judovstvu obstajal samo eden oziroma obvezni poročni obred. Na podlagi pripovedi o poroki Izaka in Rebeke iz 1. Mojzesove knjige lahko sklepamo, da so se Judje poročili v domačem okolju in v skladu z družinsko tradicijo. Za Jude zakon presega zgolj interes zaročencev ali njunih družin in je religiozni institut, ki je podvržen Božjim zakonom in postane model zaveze med Bogom in Božjim ljudstvom, kakor beremo v preroku Ozeju. Judje so zakonsko zvezo visoko cenili in si jo želeli, samskost je bila razen redkih izjem nezaželena, ker se ni skladala z Božjimi načrti. Judovski zakon ni zakrament v krščanskem smislu, ima pa značaj sakralnosti in posvečenosti. Razumejo ga kot izpolnitev Božjega zakona. Hkrati je sveta zaveza, zakonca sta zavezana drug drugemu in Bogu v zvestobi in medsebojni ljubezni. Njuna hiša pa je imenovana svet prostor, beremo v Psalmu 29. Glede judovske zakonske zveze so na podlagi postave razvidni predvsem 3 nameni. Najprej nadaljevanje človeške vrste, potem blagor zakoncev in njuna sreča, in 3. namen je počrtano družinsko življenje, ker sta pri Judih zakon in družina temelj družbe in njenega napredka. Poligamija je bila v skladu s postavo in v Talmudu dovoljena za moške, podobno kot v sosednjih kulturah, ni pa bila dovoljena poliandrija. Vse žene enega moža so imele enak pravni status, enako kot bi bile v monogamni zvezi.
vsako od teh žena je zakonska zveza prenehala samo z ločitvijo ali smrtjo moža. Očak Jakob se je poročil z dvema ženskama, Leo in Rahelo, prav tako tudi Abraham. Nekatere druge znane svetopisemske osebe, ki so imeli več žena, so še Gideon, Elkana, Salomon in Jojada. V nasprotju s to prakso imamo v Svetem pismu znane primere monogamije, začenši s poročilom o stvarjenju iz prve Mojzesove knjige ali primer vrle žene iz knjige Pregovorov. Veliki duhovniki so morali biti poročeni, vendar samo z eno ženo. Kar se tiče dejanske poročne prakse, je kljub prvotno dovoljeni poligamiji tekom zgodovine vse bolj prevladovala monogamija. Predpostavke za sklenitev zakona. V judovstvu se je lahko poročila oseba, ki je imela že status oziroma ki je bila zmožna sklepati pravne posle. Po razlagi Talmuda je morala žena v zakon privoliti, vendar pa se je njeno molčanje pri izmenjavi privolitve obravnavalo kot strinjanje. V tradicionalnem judovskem pravu obstaja predpisana različna minimalna starost za fante in dekleta. Deček je bil do 13. leta mladoleten, katan, in do te starosti veljavnega zakona ni mogel skleniti. Z izpolnjeno predpisano starostjo je pridobil pravice in dolžnosti odraslega moškega in se je teoretično lahko poročil, vendar pa Mišna priporoča nekoliko višjo starost 18 let. Talmud kot primerno starost za ženitev omenja obdobje med 16 in 12 leti. Za deklice je veljalo, da so mladoletne do 12. leta starosti. Poroka med bližnjimi sorodniki je bila po judovskem pravu prepovedana. Pravo je načeloma prepovedovalo zakonsko zvezo med vdovo in bratom njenega pokojnega moža in ga označevalo kot incest. Vendar v Peteroknjižju najdemo primere, kjer je bilo to dopustno, če vdova ni imela otrok oziroma zaradi nadaljevanja potomstva, kakor je že povedala včeraj naša kolegica, medicistka Snežna Večko. Prepovedana je bila tudi poroka s tujci. Devištvo je bilo pogoj za veljaven zakon, v nasprotnem primeru so lahko nevesto kaznovali s smrtjo. Ženin, ki bi jo po krivem obtožil izgube nedolžnosti, preden sta prišla skupaj, njemu se pa naložila zgolj denarna kazen. Prešuštvo se je tako za moškega kot žensko kaznovalo s smrtjo. Spolno nasilje nad zaročeno žensko se je za storilca prav tako kaznovalo s smrtjo, medtem ko žrtve v tem primeru kazen ni zadela. Če je moški spal z devico, je moral njenemu očetu plačati odškodnino, jo vzeti za ženo in je ni smel odsloviti. Glede vprašanja, ki se je postavilo po babilonskem eksilu, ali je dovoljen zakon med Judom in nekom, ki je sprejel judovsko vero, prerok Ezra odločno odgovarja nikalno. Avtor Rutine knjige v nasprotju s tem pa poudarja, da je takšna poroka dovoljena. Judje so se poročali po stopnjah, to je zelo značilno za semitski svet. Svetopisemska poročila govorijo o poroki, za sklenitev zakona dajo določena navodila ali določijo prepovedi, samega obreda pa natančneje ne opisujejo. Vendar pa najdemo kljub temu 3 glavne stopnje. Zaročenca sta se morala na začetku s svojimi družinami dogovoriti glede dote, ki jo zaročenec plačal družini neveste. Primer ureditve dote najdemo v prvi Mojzesovi knjigi, 29. poglavje, kjer je Jakob, da bi se poročil z Rahelo, družini delal 7 let. Po ureditvi tega vprašanja je par začel bivati pod isto streho. Začetkom skupnega bivanja je bila postavljena domneva, da sta zaročenca zakon s spolnim dejanjem tudi izvršila. Tretja stopnja poročnega ceremoniala je vsebovala pisni dogovor, ki je imel značaj pogodbe. Tudi v skladu s klasičnim judovskim pravom, kakor ga prinašata Talmud iz 5. in Mišna iz 3. stoletja pred Kristusom, so Judje sklepali zakon v 3 ločenih dejanjih. Zaroka je imela 2 stopnji. Prvemu delu Šidušin je sledil drugi korak Erušin, zadnje dejanje je bila poroka Nisuin. Glede na pravne učinke poročnih slovesnosti je bila najvažnejša druga stopnja, ki velja za konstitutivni akt zakona. Zaroka
V trenutku zaroke sta se zaročenca starši najprej dogovorila glede datuma, kraja, dote in ostalih podrobnosti. Sporazum je bil najprej usten, kasneje pa tudi v pisni obliki, čeprav je zadostoval zgolj ustni dogovor. Pisni poročni dogovor je zagotovo obstajal že konec 5. stoletja pred Kristusom, vendar pa ta pravni akt ni predstavljal konstitutivnega elementa, ki bi bil za veljavnost privolitve v zakon obvezen. Bistveni del te prve stopnje poročne slovesnosti je bil v dogovoru glede trdnega namena sklenitve zakona, pri katerem so pomembno vlogo igrali tudi starši obeh strank. V skladu z judovskim pravom je ta predporočni dogovor pomenil predvsem dvoje. Obljuba zaročenca, da bo poročil nevesto, ta obljuba imela tudi časovni načrt, kdaj se bo to zgodilo, in druga obljuba strani staršev, da bodo plačali stroške. Judovsko pravo je predvidevalo tudi postopke v primeru razdrtja zaroke. Obljuba poroke je imela to posebnost, da ni bilo mogoče terjati njene dejanske izpolnitve, vendar pa je lahko v primeru razdrtja drugi zaročenec terjal tudi odškodnino, tako za materialno kot nematerialno škodo. Drugi in tretji del poroke, poročne slovesnosti, drugi del se imenuje kidušin ali posvetitev in tretji del poroka nisuin. Drugi del zaročne slovesnosti je bil po Talmudu izvršen z izmenjavo darov ali spolnim dejanjem. Pri tem je potrebno izpostaviti, da je morala zaročenka razen v primeru mladoletnosti privolitev izreči sama. Izražena volja poročitvi se je morala biti tudi svobodna. S tem konkretnim dejanjem izročitve žene možu sta zaročenca postala mož in žena, kljub temu pa sta običajno še nekaj časa ostala vsak na svojem domu. V ta sklop slovesnosti spada tudi pisni dogovor, ki se imenuje ketuba. Imamo tukaj en primerek tega dogovora. Omenjeni drugi korak v okviru poročnih slovesnosti je glede pravnih posledic za zaročence bistven, pri čemer med kidušin in erušin, se pravi med drugo in tretjo stopnjo, ni jasnega razlikovanja. Od tega trenutka dalje so stranki imeli poleg zakonskih pravic tudi dolžnosti, ki jih ni bilo mogoče preklicati. Slednje so prenehale smrtjo enega od zaročencev ali zločitvijo. V judovski postavi, se pravi v Svetem pismu, izraza kidušin ne najdemo. V svetopisemskih besedilih Peteroknjižja se običajno uporablja beseda vzeti ali dobiti. Tako na primer Abraham naroči svojemu služabniku, naj ne vzame žene izmed kananskega ljudstva, temveč naj se dobi iz svojega rodu. Izraz kidušin se je uporabljal predvsem v ustni rabi in v razlagi postave. Pomeni dejanje izročitve drug drugemu in posvetitve zakoncev. Iz razlaga traktate kidušin iz zbirke Mišna razberemo, da je mož lahko pridobil ženo na naslednje načine: z denarjem, listino ali s tem, da je z njo spal. Lahko je dobil izločitveno listino ali če je bila žena vdova. Te načine je judovsko pravo dovoljevalo, pred njimi pa je bila v praktičnem življenju glede izbire načina poroka razlika. Prvi način pridobitve žene s spolnim dejanjem je moral biti potrjen z dvema pričama, to so v praksi začeli vse bolj zavračati. Pisni dokument, s katerim si je mož ženo vzel pred pričami, so izbirali redko. V praksi se je običajno uporabljal tretji način. Mož si je vzel nevesto za ženo s plačilom v denarju ali z vredno stvarjo. Ta način se je potem obdržal skozi stoletja. Po preteku določenega časa sta v judovstvu zaročencu obhajala tretjo stopnjo poročne slovesnosti, nisuin, to je poroko v pravem pomenu besede. Judovske poročne slovesnosti so se v navzočnosti dveh prič judovske veroizpovedi lahko odvijale doma ali na javnem kraju, vedno pa ste jo spremljali dve posebnosti. Obred je imel slovesen in javni značaj. Poroka se je lahko odvijala katerokoli uro dneva. V rabinski tradiciji je bila poroka ob sredah, kadar je bila nevesta devica oziroma ob četrtkih, kadar je bila vdova ali ločena. Poleg tega je bila poroka prepovedana ob sobotah in na nekatere druge praznične dni in v času posta. V nekaterih zgodovinskih trenutkih je poroki prisostvoval tudi rabin,
ko je novoporočence blagoslovil, vendar pa njegova prisotnost za veljavnost privolitve ni bila nujna. Za sklenitev poroke je bila bistvena privolitev zaročencev, ki je veljala kot konstitutivni element sklenitve zakona. Blagoslov, eventualni rabina, pa se razume kot prošnja Bogu, da zaročenca dobivata Božjo moč. Še vprašanje ločitve. Praviloma je bila, kot beremo v Svetem pismu, zakonska zveza v judovstvu trajna. V primeru napetosti v družini ali v partnerskih odnosih so si prizadevali za spravo med zakoncema, poveličevali so zakonsko zvestobo in trajnost, če je ta le uspela. Vzrok poudarjanja zakonske zvestobe in trajnosti je bil tudi v dejstvu, da je ločitev prinašala škodo otrokom in družbi, predvsem pa je bil vzpostavljen duhovni vidik, to je prelom svete zaveze, ki je bila sklenjena po Božji volji. Zaradi človeške slabosti in izkušnje ločitev je tudi judovsko pravo za skrajne primere predvidelo postopke ločitve. Pri tem so izhajali iz dejstva, da je v primerih, kjer je prišlo do ločitve zakoncev, prizadeta tudi svetost zakona. Če med staršem otrok ni bilo več ljubezni, bi to otrokom posledično lahko povzročilo veliko škodo, zato je bila ločitev v tem primeru dopustna. V starozavezni judovski tradiciji je bila ločitev stvar moža in najde pravno podlago v sami postavi, po kateri mož lahko ženo v določenih primerih odslovi. 5. Mojzesova knjiga 24, 1-4. Na tem svetopisenskem besedilu o ločitvi je rabinska tradicija razvila pravno prakso ločitve, ki se je kasneje v različnih šolah razlagala različno. Po eni od razlag je bil razlog ločitve ženina nezvestoba, po drugi pa je zadostovalo nezadovoljstvo moža zaradi njenega obnašanja, če je odpadla od judovstva ali mu odrekla recimo pravico do spolnih dejanj. Tudi neplodnost je bila lahko vzrok za ločitev, če je trajala 10 let. Prav tako so bili lahko ločitveni razlogi psihične narave in posledično nezmožnost za zakon, če bi to mož odkril po sklenitvi zakona. Tudi žene lahko uveljavljala ločitev, na primer, če je bil mož nezvest ali če je odpadel od judovstva, če je bil do nje nasilen, jo je poniževal ter zapostavljal in je odrekel, na primer, vzdrževanje, če je bil na begu zaradi suma kaznivega dejanja ali nezmožen spolnega dejanja, kar naj bi trajalo vsaj 1 leto. Za postopek ločitve je bilo pristojno rabinsko sodišče. V sklepu bi poudaril predvsem to, da je za zakonsko zvezo v klasičnem judovstvu značilno, da je poroka izpolnitev postave in simbolizira zavezo med Bogom in izraelskim ljudstvom. Ima ta poseben duhovni vidik. Med 3 stopnjami poročne slovesnosti je bistveni in konstitutivni element sklenitev pogodbe v 2. koraku poročnega obreda, kar pomeni posvetitev. Omenjena beseda ima isti koren kot beseda kadoš, ki jo prevajamo svet. Poudarek svetosti in posvečenosti zakonske zveze je v povezavi z besedilom postave, kjer je Gospod govoril Mojzesu. Govoril se je skupnosti Izraelovih sinov in jim reci: bodite sveti, kajti jaz, Gospod, vaš Bog, sem svet. 3. Mojzesova knjiga 19.1. To Božje naročilo predstavlja obenem versko in moralno zapoved ter pravni predpis, ki ga je treba izvrševati tudi preko sklenitve zakonske zveze, da se na ta način izvrši Božja volja in nadaljuje potomstvo. V judovskem pojmovanju zakona izstopa na eni strani poudarjanje svetosti in trajnosti zakona ter grajanje nezvestobe, na drugi strani pa zaradi človeške slabosti dopušča ločitev in ponovno poroko, ki je bila vedno dovoljena samo znotraj izvoljenega ljudstva. V času Očakov so imeli pri izbiri moža in žene veliko vlogo njuni starši, vendar pa je v skladu z rabinsko sodno prakso odločitev za zakon dejanje svobodne volje moža in žene, da izpolnita Božjo zapoved in v ljubezni do Boga in drug do drugega rodita otroke. Institut zakona je posvečen in presega njune osebne interese in pričakovanja družin. Je v dobro vsega izraelskega ljudstva in izpolnitev postave. Judovstvo je visoko cenilo združitev moža in žene s spolnim dejanjem, na kar so gledali kot na nekaj normalnega in naravnega in v sozvočju s harmonijo ustvarjenega sveta. Kjer se združita mož in žena, je Bog med njima.
Velik pomen je imelo obreza moških, ki je bilo znamenje zaveze. Hkrati pa je bila tudi kot poziv k svetosti in odgovornosti na področju zakonske spolnosti. Neporočenost je bila v neskladju s postavo, pri sklepanju zakona je bila obvezna navzočnost prič in izmenjava prstanov ter predpisane molitve. Judje niso poznali delitve na civilno in religiozno obliko poroke, ker so izhajali iz dejstva, da je zakon dejanje vere, ki prežema celotno življenje posamezne osebe. S tem zaključujem moje predavanje.